Gledate Gorenjska poročila na GIB TV. Prebivalci Ročevnice pri Tržiču so leta 1989 od občine Tržič kupili zemljišče nekdanje kmetijske zadruge, ki jih ni občina nikoli vpisala v zemljiško knjigo. Upravna enota je ta zemljišča pozneje vrnila denacionalizacijskim upravičencem, ki od prizadetih krajanov že dlje časa terjajo plačilo najemnine. V Ročevnici je v bistvu 7 hiš, v tem nekako živi približno 20 ljudi, plus tisti ki živijo tudi z njim v okolici, so nekako pod tem neprestanim stresom in bojaznijo, da se bo karkoli zgodilo. To zemljišče je bilo enkrat že plačano? To zemljišče smo mi že plačali in takrat 89. leta so to naši stari starši plačali. Nekako čez palec potegnjen je bilo približno to okoli 4.000 do 6.000 evrov na stranko. V reševanje problematike se je aktivno vključila tudi poslanka Državnega zbora Andreja Potočnik. Pred dnevi je v Ljubljani sklicala sestanek, ki so se ga udeležili predstavnika ministrstev za javno upravo in pravosodje, tržiški župan in občinska pravnica ter 2 oškodovana občana iz Ročevnice. Na sami seji nismo morali priti do sklepov, ker ne Ministrstvo za pravosodje in ne Ministrstvo za javno upravo nimata neposrednih pooblastil za urejanje te konkretne zadeve. Smo pa dobili informacijo, da bo upravna enota Laško, ki trenutno odloča o postopku ničnosti denacionalizacije, v najkrajšem možnem času poslala prvo odločbo, kar je pa v bistvu izjemnega pomena, zato ker je tudi danes dejansko povedala odvetnica prizadetih, da je prva stvar, ki jo čaka ta odločba. Župan Sajovic priznava, da se je krajanom Ročevnice zgodila velika denacionalizacijska napaka in krivica. Zgodba je zahtevna, povezana je z našo tranzicijo v letu 1989 in kasneje se žal ni dokončala, tako da upamo, da bomo zdaj z pomočjo ničnosti denacionalizacijskih odločb stvari postavili na pravo mesto. Občinski svet je na včerajšnji izredni seji sprejel 4 sklepe, s katerimi bo občina Tržič priskočila na pomoč finančno obremenjenim občanom. Jasno priznavamo, da smo v tej zgodbi deležnik, soodgovoren, enako načelno, moralno in pa pošteno držo pa pričakujemo tudi od države, ki je ravno na področju Ročevnice povzročila eno od novih denacionalizacijskih krivic. Žal v Tržiču ne edino, saj takih in podobnih na škodo proračuna in vseh naših občank in občanov beležimo vsaj 15 in tako kot v tej se bomo tudi ostalih borili do tega, da se o zadevah odloči pošteno in pravično. Oškodovani krajani so že vložili tožbe, vendar se bojijo, da bo sam upravni postopek glede na njihove izkušnje trajal še vrsto let. Meni nekako ne gre v račun, kako, če smo mi že enkrat plačali skoraj 30.000 evrov, zakaj je težko, da če 20.000 evrov zraven, pa je dejansko to v bistvu pokriti, pa 50.000 evrov, to, kar dejansko ne bi bila vrednost te zemlje, ne zastopam. In zdaj ne bi to reševalo Ministrstvo za javno upravo? Trenutno zdaj to rešuje upravni postopek in upravni enoti, tako da zdaj oni so zaključili, zdaj gre na Ministrstvo za kmetijstvo, pa ko bodo oni enkrat do konca to razrešili, gre pa naprej še na upravno sodišče. To pa lahko, traja še leta in leta.